Ja, lep pozdrav. Na 4. seminarju Trajnostno urejanje prostora, mreže za prostor, ki ga izvajamo v okviru podnebnega programa mreže. Tokrat bomo govorili o trajnostni mobilnosti. Naši seminarji skušajo pomagati razumeti koncept trajnosti skozi posamezne vidike rabe prostora in dejavnosti in nam približati prakse in spremembe, ki nas čakajo v prihodnosti. Prvi 3 seminarji so za nami z zanimivim obiskom. Vsi posnetki so objavljeni, tako da jih lahko na mreži za prostor tudi pogledate za nazaj. Dobrodošli med nami. Zdaj, Marko, če boš dal naslednji ekran, bom samo povedala še osnovna pravila, preden začnemo, toliko, da se razumemo. Dogodek torej snemamo. Prosim, če imate mikrofone izklopljene. Hvala, da imate imena v svojih prisotnostih napisana tako, da vas lahko tudi potem v razgovoru naslovimo. Vaše pripombe in vprašanja lahko podajate kar v pogovorno okno, v chat, med predavanjem. Klepetalnico skušajte uporabljati za to, da se pač ta vprašanja oblikujejo kar med dogodkom, in potem po izobraževanju oziroma po koncu seminarja boste prejeli tudi potrdilo. Drugače pa je z nami danes Marko Peterlin in govorili bomo o trajnostni mobilnosti kot tistemu vidiku trajnostnega razvoja, ki je mogoče daleč najbolj prisoten v medijih, dolgo časa že pravzaprav se o tem konceptu govori. Veliko število ljudi, dogodkov, projektov, programov je že v okviru tega koncepta v Sloveniji potekalo, tako da mogoče bi pričakovali, da smo na tem področju preusmeritve v neko novo prometno prakso, aktivno mobilnost do okolja, manj obremenjujočo mobilnost se že preusmerili, vendar pa vidimo, da kljub temu velikemu naporu, tukaj je že veliko naredila država s celostnimi prometnimi strategijami, tukaj so se odzvale številne občine, ki niso bile obvezne narediti tega dokumenta, pa so ga naredile, pa smo še vedno nekako capljamo, še vedno nam gre to počasi, razlogov za to je verjetno zelo veliko, povezani so s tem, kako bivamo, kako imamo urejen promet, in tudi kakšne so naše s tem povezane navade, od katerih se je seveda ne samo težko tako čustveno posloviti, ampak tudi praktično včasih se jim težko odrečemo, ker nimamo pogojev, da bi mogoče spremenili jih. O vsem tem razmišljamo, ali pa nam bo pomagal razmišljati Marko Peterlin z Inštituta za politike prostora in mu kar predajam besedo. Marko. Hvala, Maja. Nina, tebe bom prosil, da nehaš šerati. Evo, hvala. In zdaj mislim, da bom takole, lahko se vidi moj zaslon zdaj. Sem še na ta veliko dam takole. Torej, lep pozdrav vsem še enkrat. Nina z veliko... Ja, prosti. Zdaj vidimo ta del s pripombami, torej ta ozadje. Pripombe so irelevantne, ja. Ok, ker jih nimam. Ok, pa poskusim še enkrat. Po vsej praksi tolikih mesecev še zmeraj nismo suvereni. Evo. Kaj pa zdaj? Isto? Ja. Isto? Ok. Bom pa jaz vsem zamenjal, tako kot imam običajno, pa vas pač ne bom gledal dol, ampak bom imel na zgornjem ekranu prezentacijo, ker sem tako bolj navajen. Še enkrat poskusim. Se opravičujem. In zdaj tole verjetno. Kaj pa zdaj vidite? Super. Ok, hvala lepa za opozorilo in za potrpežljivost. Torej,
Lepo vreme je očitno naredilo svoje in danes nas ni prav veliko tukaj, vendar pa nič hudega. Pač tema je dovolj zanimiva in nam na Inštitutu za politike prostora in tudi v okviru mreže za prostor domača in pomembna. Zdaj, ko govorimo o trajnostni mobilnosti, moramo se najprej vprašati, kaj je pravzaprav mobilnost. In v tem kontekstu, seveda, mobilnost ima več pomenov, seveda je to v vsakdanjem jeziku najbližje pač pojmu promet. Promet je nekako tema, ki je ključna v zvezi z urejanjem prostora, z rabo prostora. Nismo nekako se še odločili, kaj je bilo najprej, ali je bil najprej promet ali je bila najprej raba prostora, pač so odvisna človekove dejavnosti, so tiste, ki povzročajo promet in hkrati jih pa seveda promet oziroma neka premikanje ljudi in blaga tudi sploh omogoča te dejavnosti, tako da imamo tukaj tak značilen problem kokoši ali jajca. In najbolj zanimivo polje za nas in tudi na splošno je pravzaprav promet v mestih. Mesta so pač tiste lokacije oziroma pač naselja, kjer so dejavnosti zgostijo, zaradi tega, ker dejavnosti težijo k temu, da so čim bližje drugi. Sploh v zgodovini je bilo to še dosti bolj očitno, danes so se pravzaprav že precej razpršile, pa vendar še vedno imamo zelo izrazite zgostitve, ki jih ponavadi imenujemo mesta ali urbana območja. In ta mesta v najširšem pomenu besede zasedajo vsega skupaj 2 do 3% vse uporabne površine planeta, pa imamo zdaj že kar okrog 55% prebivalstva, ki prebiva v njih. In tukaj seveda pride do zgostitve in s tem se poveže tudi največ problemov, ki jih nekako pripisujemo prometu. Ko pa govorimo o prometu, pa je zdaj v zadnjih desetletjih se to zelo nekako poistovetilo z avtomobilskim prometom. Tukaj pa je pomemben pač ta poudarek na mobilnosti. Torej, pri mobilnosti ne govorimo samo, in tudi pri prometu ne bi smeli govoriti samo o avtomobilski mobilnosti, pač pa seveda o mobilnosti na vse možne načine. Skratka, na vse prometne načine, kjer so v prvi vrsti so to pač pešci oziroma peš promet, kolesarski promet, javni potniški promet in šele v nadaljevanju tudi vse oblike motornega prometa. Zdaj, trajnostna mobilnost ni zelo teoretičen koncept, to je predvsem praktičen koncept. In v največji meri se pač uporablja v povezavi z politikami, s prometno politiko, pa tudi z drugimi politikami. In definiran je pravzaprav tudi v tem smislu precej uporabno. Najbolj pogosta definicija, ki jo najdemo tudi zdaj v vseh naših strateških dokumentih, slovenskih strateških dokumentih, je ta, da pač skuša trajnostna mobilnost zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti, ampak obenem zmanjšati promet. Skratka, ko pa zmanjšati promet, pa tudi seveda zmanjša vse negativne učinke prometa. To so pa onesnaženje, emisije toplogrednih plinov in poraba energije, na primer, med drugim. In še en pomemben vidik pač trajnostne mobilnosti, ki je povezan tudi s konceptom seveda trajnostnega razvoja. Pomembno je to, da je to tista mobilnost, ki je okoljsko sprejemljiva, ki je socialno pravična in ki je spodbudna oziroma ki je koristna za razvoj gospodarstva. Pri razvoju gospodarstva seveda imamo tukaj, odvisno od tega, o katerem prometu govorimo, ampak pri lokalnem prometu imamo seveda v mislih predvsem lokalno gospodarstvo. In še enkrat bi pa mimogrede opozoril na ta vidik socialne pravičnosti, ker je to nekaj, kar je v konceptu trajnostne mobilnosti zelo pomembno in bomo mogoče kasneje kakšno besedo več tudi o tem rekli. Zdaj, kaj je pravzaprav botrovalo
nastanku tega pojma trajnostna mobilnost, ki je razmeroma svež. Pojavlja se recimo dobrih 20 let šele, mogoče malo več, med 20 in 30 let se je začel ta koncept pojavljati. Zdaj, danes najprej moramo izpostaviti promet kot največji vir izpustov toplogrednih plinov, vsaj pri nas. Ni povsod tako, Slovenija v tem smislu izstopa v slabem in tudi pač ne izstopa pa potem, da še vedno izpusti toplogrednih plinov iz prometa rastejo. To rastejo tudi drugod po Evropi še vedno, pri nas malo bolj kot drugod, pa vendar se nekako kljub vsem politikam podnebnim nekako še vedno predvideva rast izpustov toplogrednih plinov iz prometa tudi do leta 2030 še vedno. In tudi v nadaljevanju je ta zmanjšanje izpustov iz prometa predvideno manjše kot v drugih sektorjih. Zdaj, pri nas vidimo, da so se te izpusti toplogrednih plinov za 1/4 povečali v zadnjih recimo 10 do 15 letih, od 2005 do 2017. In dobro je vedeti, da jih več kot 99% povzroča cestni promet in podatek, ki je mogoče, na katerega velikokrat tudi je dobro biti pozoren, ker bodo mnogi rekli, da ga večino povzročajo tovorni promet, pač to ni res, večino, 2/3 skoraj ga povzroča individualni avtomobilski promet. Torej mi, na kratko, z našimi potmi. Saj tudi tovornega v glavnem mi povzročamo z našo potrošnjo, pa vendar je veliko tudi tranzitnega. Zdaj, z izpusti toplogrednih plinov je povezan še en drug pomemben problem prometa in mobilnosti, to je poraba energije. Tudi pri porabi energije je v Sloveniji promet na prvem mestu pri končni porabi energije in je v slabih 20 letih edini sektor, ki je bistveno porastel. S čim je to povezano, vidimo mogoče ali pa malo skušamo ilustrirati s temle grafom, ki je že tudi malo v letih, no, ampak je iz nekih ameriških virov in je poskušal nekako prikazati, koliko je pri gospodinjstvih poraba prometa v relaciji do ostalih do ostale porabe v gospodinjstvu, predvsem recimo ogrevanje za hiš oziroma stanovanj. In vidimo, da na levi strani v nekem primestnem enodružinskem gospodinjstvu, se pravi neko gospodinjstvo v nekem naselju ali pa mestecu izven jedrnega mesta, predstavlja poraba energije za promet več kot polovica vse porabe energije. Medtem ko se na desni strani kjer govorimo o nekem večdružinskem recimo gospodinjstvu, se pravi gospodinjstvo v neki več stanovanjski hiši, v mestu, v jedrnem mestu, ta delež bistveno zmanjša, tam na 1/4 do 1/3 recimo. Tako da in tudi seveda več stanovanjske hiše že tako porabijo manj energije za ogrevanje kot pa individualne hiše. Tako da tukaj se tudi pri nas ta poraba energije lahko razloži deloma v tem na ta način, ker seveda smo v zadnjih 20 letih doživeli intenzivno suburbanizacijo oziroma razseljevanje prebivalstva in dejavnosti izven središčnih mest oziroma izven mestnih središč. Zdaj, drugi povezani problemi prometa se v veliki meri tičejo tudi stroškov. Slovenija je nekako neslavni prvak, tudi še po eni statistiki, in sicer deležu stroškov gospodinjstva, ki jih porabimo za promet. Zdaj, tole podatek je 2 leti star, od lanskem letu jih je bilo že 17% in bi rekel, naša prednost pred drugo uvrščeno državo tukaj samo še narašča. Vedno večji delež stroškov gospodinjstev predstavlja promet in to ne nakup vozil, kot recimo v Luksemburgu, ki je, meni se zdi, na drugem mestu,
še vedno, pač pa samo vzdrževanje osebnih vozil in gorivo. Skratka, zgolj zato, da se sploh lahko premikamo, porabljamo prek 11% vseh stroškov gospodinjstev. Ni pomemben promet samo za, bi rekel, stroške posameznikov oziroma gospodinjstev, ampak tudi na ravni občin in mest. Tukaj je en prikaz izračuna, kakšen delež prihodkov proračuna nekega mesta predstavlja promet v odnosu do tega, kakšen delež prometa pač se odvija na trajnostne načine ali pač z avtomobilom, z osebnim vozilom. Na levi strani črni stolpec vidimo mesto, v katerem je manj kot četrtina voženj s trajnostnimi oblikami prometa in tam je, v takem mestu je 12% prihodkov proračuna takega mesta se porabi za promet. Pri mestu, ki ima več kot 50% oziroma več kot 55, tle piše, procentov voženj na trajnostne načine, je ta strošek za občino polovico manjši, zaradi manjšega stroška za vzdrževanje cest, v glavnem, gradnja in vzdrževanje cest, parkirišč in s tem povezanih stroškov. Podobna ilustracija, opravičujem se, ker je tale diapozitiv v angleščini. Podobna ilustracija je tudi, kaj to pomeni na ravni družbe. Malo drugače povedano, ampak če hodite ali kolesarite, je strošek, ki ga vi povzročite, če vas stane to $1 ali €1, je za družbo strošek skoraj zanemarljiv. V primeru, da se peljete z javnim prometom, je javni strošek za družbo 50% večji, se pravi $1,50 v tej ilustraciji. Če pa se vozite z osebnim avtomobilom, je ta strošek za družbo skoraj 10-kratnik tega, kar vi porabite, se pravi izjemne družbene stroške povzroča vožnja z osebnimi vozili. Tole je, bi rekel, še ena ilustracija tega, kar smo že prej se pogovarjali, kaj se je pač z našim prostorom nekako zgodilo v zadnjih 20 letih, suburbanizacija in pač stroški, ki so samo eden od vidikov, ki jih suburbanizacija tele vrste v okolici Ljubljane recimo prinaša, so seveda še cel kup, bi rekel, drugih negativnih posledic, poraba prostora, ki bi lahko seveda naravnega ali pa obdelovalnih površin, poraba, večja potreba po komunalni infrastrukturi in tako naprej. Zdaj, poraba prostora, mogoče se lepo ilustrira tale fotografija, kakšen je status avtomobila, ampak ne gre toliko za status, ampak za čist pač porabo prostora, ki jo en avto v primerjavi z bivalnimi prostori pomeni. In sicer pač avtomobili morajo nekje biti parkirani in čeprav so namenjeni premikanju, več kot 95% časa stojijo pri miru. In tale ilustracija seveda kaže na to, da je en avto v kateremkoli mirujočem stanju pač zasede prostora za 1 do 2 otroški sobi, na primer, v nekem stanovanju. In seveda to ni zanemarljiv strošek za posameznika ali pa za družbo. Zdaj pa mogoče ena beseda o tem vidiku družbene pravičnosti, kaj je tudi problem v zvezi z današnjo organizacijo mobilnosti. Izrazita zapostavljenost ravno tistih oblik mobilnosti, ki so pravzaprav najmanj škodljive. Daleč največ prostora in pozornosti je pravzaprav namenjenega nekako motornemu prometu in to osebnim vozilom, medtem ko smo ljudje, na kratko, in predvsem kakšne bolj ranljive skupine potisnjene dobesedno na rob, pač na pločnik, in še te pločniki so, bi rekel, dimenzionirani pogosto zelo skopo in tukaj se stvari zelo počasi izboljšujejo ali pa se še ne.
In tukaj pravzaprav je en pogosto spregledan vidik, ki nekako bi ga bilo dobro se malo bolj ozavestiti, da pravzaprav družbene skupine, ki so že tako, bi rekel, potisnjene v nezavidljiv položaj, recimo starejši ali otroci, so ravno tudi tisti, ki so za takšno organizacijo prometa, ki jo danes imamo, najbolj prikrajšani. Zelo lepo to odraža pravzaprav tale kampanja, dobronamerna kampanja seveda Javne agencije za varnost prometa, ki skuša ozaveščati pešce, da naj bodo pozorni oziroma da naj poskrbijo za svojo varnost v prometu. To je seveda tudi iz ilustracije vidimo, da so v glavnem pravzaprav tukaj na sami slikci šibkejši člani družbe, starejši, otroci, mamice z otroki in skoraj da pravzaprav to je to, kar vidimo. In ne, seveda, to so seveda tisti, ki imajo, ki so najšibkejši člani družbe, ne, in prelaga pravzaprav ta kampanja odgovornost za varnost na same šibke člane, namesto da bi seveda v prvi vrsti ozaveščala voznike vozil, da naj bodo pozorni na pešce in ranljive skupine, ne. Je pa seveda ta kampanja samo odraz odnosa v družbi do ranljivejših skupin nasploh. Zdaj, kot rečeno, trajnostna mobilnost je predvsem praktični koncept in najbolj se nekako to odraža skozi prometne politike oziroma prometno politiko. Prometne politike na evropski, državni, lokalni ravni so za nas nekako pomembne. In stanje današnje, seveda, tole že tudi, bi rekel, majčkeno zastarel graf, ampak novejšega še vedno nisem videl, ampak je tako, da seveda imamo upad javnega potniškega prometa zelo izrazit in to je neko stanje, s katerim smo danes soočeni, od tamle nekje 2010 naprej bolj ali manj stagnira, ne upada bistveno več do pandemije, seveda, kjer je še dodatno upadel, še drastično, pravzaprav v lanskem letu in samo upamo lahko, da pravzaprav bomo lahko z nekimi ukrepi sploh pridobili nazaj potnike na javni potniški promet in seveda javni potniški promet je eden od najbolj pomembnih elementov prometne politike. Zdaj, kaj si s prometnimi politikami, kaj skušamo doseči z njimi? Nekako ukrepi prometne politike morajo zagotoviti, da je skladno z konceptom trajnostne mobilnosti zadovoljena potreba vsakogar po premikanju, vendar pa ob nižjih stroških, ob manjših stranskih učinkih, se pravi neželenih učinkih, ob manjšem tveganju, tukaj je vidik prometne varnosti pomemben, in seveda ob manjši porabi naravnih virov. In zdaj, če to, bi rekel, majčkeno postavimo spet na neko malo kontekst številk, vidimo velike razlike med, na primer, temi neželenimi stranskimi učinki, emisijami, na primer emisije CO2 na potnika na kilometer med osebnim vozilom in pa na primer med javnim prometom ali pa kolesom in pešcem. Če imamo tukaj med javnim prometom in osebnim avtomobilom faktor med 10 in 30, je seveda še pri kolesu ali pešcu so te emisije praktično zanemarljive oziroma predstavljajo samo naše dihanje, ki ga seveda tudi vozniki imajo. Zdaj, drug vidik, ki je za nas še pa posebej pomemben, je pa vidik porabe prostora v zvezi z temi stranskimi učinki. Oziroma porabo virov še bolj tukaj. Ilustracija spodaj nekako kaže, tako bi rekel, plastično prikaže, koliko prostora porabijo avtomobili, koliko v avtobusi oziroma javni promet in na desni, koliko ga porabijo kolesarji.
Še nekaj manj bi ga seveda porabili pešci, vendar se tam mogoče že spremeni potem tudi ta učinkovitost, se pravi, koliko prevozi lahko v nekem času neko razdaljo. Ampak za mestni promet je pač to tukaj zelo jasna ilustracija, kje so prednosti javnega prometa ali kolesarskega prometa. In če seveda zdaj upoštevamo zmogljivost, kombinacijo zmogljivosti, porabe prostora, energije in seveda teh negativnih učinkov na okolje, vidimo, da so pešačenje, kolesarjenje in javni potniški promet tiste oblike, ki seveda se odrežejo daleč najbolje. Za povrh so prav te prometni načini tudi tisti, ki podpirajo razvoj lokalnega gospodarstva, ker omogočajo dovoljšno zgostitev ljudi in torej strank v javnem prostoru in tudi seveda hitrosti pri pešačenju in kolesarjenju, ki omogočajo opravljanje nekih opravkov mimogrede, kar se praviloma kaže tudi v podatkih trgovin, kadar se neka ulica zapre za promet. Pomembno je tudi omeniti, da seveda so kolesarjenje in pešačenje, zlasti pa tudi javni promet, oblike, ki omogočajo bolj bogato družabno življenje v mestih, zaradi tega, ker bistveno zmanjšajo razlike, oziroma razdalje in tudi omogočajo tesnejše stike med ljudmi, recimo v neki soseski, pa tudi v središčih mest, kjer pravzaprav se ne moramo govoriti o soseskah, ampak o nekih naključnih stikih med ljudmi. Zdaj, če še na drug način povemo pravzaprav to isto, kar smo prejle povzeli, trajnostna mobilnost pravzaprav je, bi mirno ji rekli tudi učinkovita mobilnost. S tem bi se mogoče kakšen ekonomist lažje lažje bi jo sprejel za svoj koncept, medtem ko, če ji dodamo pridevnik trajnosten, se potem nekako misli, da je to pravzaprav neka okoljska tema zelo hitro. Ampak v resnici tukaj so vsi argumenti, zlasti ekonomski argumenti, na strani seveda tako imenovane trajnostne mobilnosti, nasproti mobilnosti, kakršno poznamo danes in ki povzroča probleme, ki smo jih na začetku omenili. Zelo lepo ilustracijo, kako bi rekel, neka trajnostna prometna politika morala izgledati v mestih, je podal tale portal Copenhagenize, kjer zgoraj vidimo, kako nekako se danes razmišlja o prometu v mestih in spodaj, kako bi po konceptu trajnostne mobilnosti se moralo razmišljati. Skratka, vsi prometni načini so enakovredni oziroma trajnostnim prometnim načinom bi pravzaprav morali dati celo prednost zaradi vseh manjših negativnih učinkov. Zdaj, nekaj malega bi želel povedati še o posameznih ukrepih prometne politike. Kakšne vrste ukrepov poznamo? Največkrat nekako razmišljamo o infrastrukturnih ukrepih, vendar je to samo en tip ukrepov prometne politike. Za nas mogoče so še bolj pomembni, zlasti z vidika civilne družbe in nekih, bi rekel, manj močnih akterjev so pomembnejši skoraj da vse ostale vrste ukrepov, od celostnega prometnega načrtovanja, ki ga nekako zdaj že vedno bolj smo ga vedno bolj posvojili, preko upravljanja povpraševanja, kar je še malo manj znano, in pa seveda tudi ozaveščanja kot nekaj, kjer smo pravzaprav v civilni družbi najbolj doma in kjer lahko največ tudi mogoče prispevamo. In zdaj samo nekaj primerov, infrastrukturne ukrepe bom zelo, bi rekel, na hitro preskočil, ker tukaj je naš domet omejen. Lahko se samo zavedamo, da so seveda železnice tisto, bi rekel, hrbtenica trajnostne mobilnosti na daljših razdaljah. Investicije v železniško infrastrukturo
so pravzaprav v teku tudi pri nas, ampak grejo zelo počasi in šele v zadnjih letih nekako so v finančnem smislu primerljive z investicijami v cestno infrastrukturo. Tole je Kočevska proga, ki je pravzaprav letos po 12 letih, 13 skoraj da gradnje oziroma obnove obstoječe železniške proge končno nekako zaživela, tudi za potniški promet, lani za tovornega oziroma predlani. Potem seveda ne smemo pozabiti na infrastrukturo za mestni promet. Zdaj v večjih mestih so to podzemske železnice ali tramvaji, tudi pravzaprav vsaj v Ljubljani bi lahko o tramvaju mirno se pogovarjali, ampak tudi, če je to poseben pas za avtobus, je seveda temu treba nameniti prostor in zahteva določeno prilagoditev infrastrukture, kar s seboj seveda prinaša določene investicije. Med investicije štejemo seveda tudi kolesarske poti. V zadnjem času se pri nas precej vlaga v kolesarske poti v turistične namene v večji meri, ki pa v nekih bližini urbanih območij seveda tudi lahko služijo za vsakdanje vožnje in lahko upajmo s časoma bodo prevzele tudi en del dnevnih migracij, vsaj v okviru gostejše poseljenih območij, kot je recimo okolica Ljubljane, Maribora, na Gorenjskem, pa mogoče še kje. En pomemben vidik, kjer smo pa mogoče že lahko malo tudi v civilni sferi malo bolj ambiciozni, je pa neko preurejanje ulic v mestih v korist kolesarjev in pešcev. Mi imamo tukaj eno zanimivo izkušnjo, oziroma zdaj jih je že kar nekaj, se nabralo, da lahko skozi pobude in povezavo skupnosti in predloge občinam pravzaprav se tudi kar lepe spremembe doseže. Tole je en primer Vodnikove ulice v Ljubljani, kjer smo pravzaprav podpirali eno sosedsko iniciativo pri motiviranju skupnosti in razpravi o tem, kaj so neke možne rešitve in tudi na koncu oblikovanju predlogov, kaj bi bilo dobro, da se s to ulico zgodi. No, in na koncu se je v resnici mestna občina Ljubljana tudi odločila za prenovo te ulice, precej po skladno s temi predlogi, ki smo jih oblikovali. Tukaj smo nekako ugotavljali, da so pomembna spoznanja aktiviranja lokalne skupnosti, povezava s strokovnjaki različnih področij, podpora občine in pa veliko komuniciranja in tudi nenazadnje dobrega počutja oziroma zabave ob tem, ko se seveda povezujejo sosedje med seboj. Zdaj, če gremo zdaj pa na drugi sklop teh ukrepov, celostno prometno načrtovanje. Pri nas je to v glavnem v domeni države in občin. Država tukaj postavlja oziroma je postavila okvir in ga zdaj trenutno prenavlja. Že okrog 40% občin, slovenskih občin je pripravilo celostne prometne strategije, ki je nekako najbolj znan ukrep v zvezi z celostnim prometnim načrtovanjem. Gre za nek strateški dokument za načrtovanje prometa z poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Ob tem seveda je treba poudariti, da ravno ta strateški vidik pomeni, da ni nujno na voljo sredstev za izvajanje teh ukrepov in to je ena, bi rekel, slaba stran teh celostnih prometnih strategij, ki so do zdaj že bile sprejete, ker pravzaprav občine še vedno svoje tekoče investicije peljejo do neke mere ločeno od celostnih prometnih strategij, medtem ko so celostne prometne strategije razumljene izključno kot orodje za investicije, ki jih
za katere so na voljo sredstva iz evropskega ali državnega proračuna, posebej za namen trajnostne mobilnosti. Tukaj bo seveda treba narediti nek premik v razmišljanju in temu je tudi namenjen zakon o celostnem prometnem načrtovanju, ki je v sprejemanju trenutno in ki uvaja oziroma poskuša uvesti tudi sistemski vir financiranja, ki bi lahko občine, bi rekel, spodbudil k temu, da bi bolj ambiciozno izvajale ukrepe, ki so si jih predvidele v celostnih prometnih strategijah. Potem je pa tukaj en spekter teh ukrepov za upravljanje mobilnosti oziroma upravljanje povpraševanja po mobilnosti. Mi mogoče malo več vemo predvsem o parkirnih politikah, ki so še razmeroma malo poznano orodje za upravljanje povpraševanja. Parkirišča so, kot sem že malo omenil, seveda velik porabnik prostora in tudi generator prometa, ker pač ankete kažejo, kadar ima na voljo nekdo parkirno mesto zastonj, bo šel z avtom, kratko malo. Tako da tukaj pravzaprav gre pri parkirnih politikah in upravljanju z parkirnimi mesti za eno od najučinkovitejših orodij za spodbujanje trajnostne mobilnosti na nek način. Problemov parkiranja je veliko, predvsem je tukaj en kup enih, bi rekel, teh posrednih stroškov. Seveda, da je to praviloma zaseda javni prostor, ki bi lahko služil drugim rabam, da bi nenazadnje bila tudi tista parkirišča, ki niso na javnih prostorih, lahko namenjena za druge dejavnosti, bolj produktivne dejavnosti. In seveda to, kar se iz nekih, recimo, mest, mogoče zmeraj bolj tudi pri nas, ampak predvsem iz nekih zaenkrat še ameriških mest, vidi, da ko se seveda te razdalje zaradi ogromne količine parkirnih mest toliko povečajo, je kakršnakoli druga oblika mobilnosti postane praktično nemogoča oziroma postane zelo otežena in neprijetna. Hkrati s tem velika količina parkirišč siromaši lokalno gospodarstvo, to je pogosto en, bi rekel, dejavnik, ki ni intuitiven in je treba velikokrat razlagati, zakaj, kako do tega pride. In seveda siromaši tudi družbeno povezan, kot sem prej že omenjal, ker se enostavno ljudje nimajo možnosti srečevati oziroma jim je to srečevanje v okviru nekih sosesk bistveno oteženo zaradi povečanih razdalj in zaradi prometa. In seveda v primeru, da gre za minimalne parkirne normative, ki zahtevajo določeno količino parkirnih mest, in to pravzaprav imamo povsod po svetu zdaj, te vrste zahtev, poveča to tudi površine stavb, s tem poveča investicije in s tem poveča stroške in pač stanovanja postanejo težje dostopna, na primer. Še dodatni razlog je, da se seveda potem, ker zahteva parkirišča ogromno prostora, je prostor za parkirišča, se ga išče tam, kjer je cenejši in to je izven mest, s tem se še pospešuje suburbanizacijo in mogoče to celo eden od glavnih dejavnikov, poleg investicij v cestno infrastrukturo, ki je povzročil tudi pri nas to intenzivno razseljevanje v zadnjih desetletjih. Izrazito se poveča poraba energije za hlajenje, ker pač je v poletnih mesecih, ker so to ogromne tlakovane površine in pa nevarnost poplav zaradi pač padavinskih vod in meteornih vod, ter močno se povečajo stroški za gradnjo in vzdrževanje infrastrukture, komunalne infrastrukture. Zdaj, kaj so neki elementi parkirnih politik? Predvsem imamo tukaj parkirno ponudbo in parkirno povpraševanje. Na strani ponudbe imamo seveda, kakšna so parkirna mesta, kje so, kakšne vrste so, kakšni so parkirni normativi, ki jih zahtevajo. V glavnem so to povezani z urbanizmom in z urejanjem prostora, oziroma je celo urbanizem tisti, ki največkrat zahteva te
normative. Kakšni so drugi predpisi v zvezi s parkiranjem, skratka praviloma neki režimi, ki določajo naprimer plačljiv ali pa časovno omejeno parkiranje, kako se to trži, kako se informira in komunicira. Zdaj, na strani povpraševanja imamo pa seveda tiste, ki so potencialni uporabniki, to so pa bodisi prebivalci, dnevni migranti, obiskovalci ali pa pač neki obiskovalci nekih dogodkov občasnih, recimo športni dogodki so zelo značilen tak primer teh posebnih obiskovalcev. Praviloma gre za neko lokalno politiko, ki pa na državni ravni lahko seveda ima neke smernice in standarde in država je praviloma tista, ki postavi nek tako pravni okvir za izvajanje kot neke smernice, na kakšen način se lahko parkirne politike izvajajo. Zdaj, pri nas pravzaprav veliko tega okvira zaenkrat na državni ravni ni, največ pravzaprav skozi državni prostorski red in predpise v zvezi z stanovanjsko gradnjo in pa predpise v zvezi s posameznimi dejavnostmi, ki pač zahtevajo določene količine parkirnih mest. Najbolj značilna vrste ukrepov, ki so tule nekako, bi rekel, sortirani recimo po nekih kategorijah, je zaračunavanje parkiranja ob ulici in pa parkirni minimumi. Tega imajo pač to obliko parkirne politike oziroma ukrepa parkirne politike pozna tako rekoč vsako malo večje mesto in tudi pri nas že tudi marsikakšno manjše. Zanimivo pa je seveda vedeti ob tem, ko se pač neka občina loteva parkirne politike, kakšno je pravzaprav stanje, kdo parkira, kje, kdaj in to so eni podatki, ki jih pravzaprav ni tako lahko dobiti, kot se zdi. Zadnje čase je zelo popularno ponujanje teh analiz v zvezi z pametnimi mesti, vendar je pravzaprav to neka čisto tehnična rešitev, v resnici je to možno narediti na kakršenkoli tudi, bi rekel, povsem ročen način, kar mi tudi počnemo, kadar se s to problematiko ukvarjamo. Praviloma se zmanjša potreba po prometu, kadar se uvedejo parkirne politike, tole so neki podatki iz Pariza, že kar stari, ampak v bistvu veliko novejših nisem našel. Druga oblika, ki je mogoče bolj znana v zvezi z upravljanjem povpraševanja, prometnega povpraševanja, so pa mobilnostni načrti. Zadnje čase so tudi precej pogosto podprti v kakšnih razpisih, ki nekako skušajo spodbujati njihovo rabo. Nažalost pa je prišlo pravzaprav tudi do enega iz dobronamernega ukrepa tudi do neke take malo, bi rekel, hecne, ni to hecna, ampak pač do neke vrste zlorabe tega inštrumenta, ker se z izdelavo mobilnostnega načrta lahko zmanjša potreba po parkirnih mestih, kar je včasih pri gradbenem dovoljenju, pri gradnji torej, kar je včasih dobrodošlo, včasih pa seveda to lahko samo porine nek problem na nekomu drugemu, največkrat na javni prostor in zaradi tega pravzaprav bi rekel, pregleda nad tem, kakšna je učinkovitost mobilnostnih načrtov, ki so bili izdelani, zaenkrat pri nas še nimamo. Gre pa sicer za en zelo, bi rekel, obetaven inštrument, ki se praviloma na ravni nekih večjih organizacij pripravlja, bodisi da so to neki javni zaposlovalci ali pa zasebna podjetja, oziroma se pripravlja recimo za neka območja, kjer je večja količina, kjer se generira večja količina prometa. Največkrat je treba nekako pripravo voditi participativno z uporabniki, tako kot tudi celostne prometne strategije. V tem primeru seveda se lahko pričakuje neke pozitivne učinke, ker jih potencialni uporabniki seveda razumejo in posvojijo ukrepe, ki jih predvidijo. Med ukrepi so pa na primer lahko od
kako se reče temu, cash out, skratka izplačila pri plači, če ljudje, če zaposleni ne pridejo z avtomobilom ali pa če se odrečejo parkirnemu mestu, ki bi jim bilo sicer zagotovljeno, pa do, ne vem, tušev in garderob za kolesarje oziroma za tiste, ki pridejo s kolesi. Tako da pa še cel spekter seveda različnih ukrepov mobilnostni načrti omogočajo. Zdaj smo pa mogoče pri tem najbolj, bi rekel, sklopu, kjer smo mi najbolj doma in kjer smo tudi pravzaprav kot nevladne organizacije in kot civilna družba najbolj prepoznani kot ključni akterji. Tukaj bi se jaz mogoče samo nekaj ukrepom posvetil, ki smo jih v zadnjih letih izvajali. Eden med njimi je povezan z epidemijo in sicer je to tako imenovana odprta ulica. Zelo podobni ukrepi so se v času po epidemiji pojavili v mnogih mestih po svetu, tako v Evropi, kjer je mogoče najbolj znan primer Milana, kot v Ameriki. In zelo podobne nekako lekcije smo vzeli vsi, ki smo se, bi rekel, takih ukrepov lotevali. Mi smo lani pravzaprav z enim razpisom podprli eno slovensko občino, letos že drugo in skušamo nekako ta ukrep širiti tudi na druge manjše občine. Lani je bila to Škofja Loka, kjer so nekako kombinirali koncept odprte in šolske ulice. In šlo je pravzaprav za neko tako začasno ureditev, ki je bila 5 zaporednih sobot in pa vsako jutro v času Evropskega tedna mobilnosti ta ulica, ki jo je pač občina izbrala, zaprta za promet. In skozi to, skratka, so se tudi potem na ulico preselili nekateri programi, da so privabili ljudi pešačenju in kolesarjenju. Precej je bilo potrebnega komuniciranja v zvezi s tem, tudi z, na primer, stojnicami na sami ulici, vedno, bi rekel, oziroma v določenih terminih pred samim zagonom, pa tudi med potem izvajanjem aktivnosti. In na koncu pravzaprav tudi smo pripravili en priročnik, ki bi tudi drugim občinam in lokalnim skupnostim nekako olajšal izvajanje tega ukrepa. In si ga lahko tudi pogledate na naši spletni strani. Potem en zelo pomembna aktivnost, ki jo pravzaprav tudi že kar nekaj let peljemo, je pa spodbujanje aktivne poti v šolo. V tem primeru, v našem primeru podprta strani Ministrstva za zdravje in tudi v zadnjih letih razširjena na, bi rekel, koncept zdravega mesta kot takega, skratka na vzpostavljanje pogojev za zdravo bivanje. Nekako 3 sklopi so te aktivnosti. Eno je načrtovanje hodljivosti, načrtovanje zdravega okolja, kjer nekako skušamo tudi nekaj izobraževanja ponujati. In pa predvsem to, kar je najbolj znano in kar je pravzaprav zdaj že kar nekaj let med nami, podpiranje aktivne poti v šolo skozi pešbus in bicivlak. In s tem smo pravzaprav tudi začeli pred 6 leti, zdaj že skoraj da. Razlog je bil seveda to, da je Slovenija bila nekako na eni strani takrat med državami, ki je imela najslabšo sliko glede pretežkih 15-letnikov oziroma prekomerno težkih ali debelih 15-letnikov. Zdaj se slika majčkeno popravlja, ampak še zmeraj, bi rekel, stagnira, se ne izboljšuje in med epidemijo se je drastično poslabšalo spet. Zdaj, drug razlog je bil seveda ta prometni, to, da so okolice šol v jutranjih konicah zaparkirane, da je pač to povzroča onesnažen zrak, da slabo vpliva na prometno varnost, prometne zastoje povzroča in tako naprej. In tretji razlog je bil to, da pravzaprav si otroci želijo pešačiti in kolesariti v šolo, no? Kar so nam naše ankete redno kažejo eno in isto sliko. Pri tem smo nekako zelo, bi rekel, pazili na nek ta
na privlačnost samega komuniciranja, tudi z nekimi tablami. Skratka, pri Pešbusu in bicivlaku gre za to, da gre za neko spremljano pot otrok v šolo po stalni poti in po stalnem urniku, kot naprimer šolski avtobus in v spremstvu odraslih. In predvsem je to primerno za mlajše osnovnošolce in ta Pešbus otroke pač pobira na teh postajah in postaje so označene na en tak prepoznaven način in ko otroci potem pridejo v šolo, dobijo tudi neke nagrade, vsak dan, ko pridejo, dobijo nek štempelj in tedensko dobivajo, potem zbirajo neke nalepke in skratka, je, bi rekel, cel ta sistem teh spodbud nekako oblikovan v okviru tega programa. V 2016 smo začeli z 3 šolami, v lanskem letu kljub epidemiji je bilo skoraj 70 šol že in vsega skupaj je zdaj že prek 115 šol pravzaprav do letošnjega leta pri tem sodelovalo. Tako da v samo aktivnost pa vključujemo seveda tudi neko načrtovanje teh varnih šolskih poti z učinkovitejšim komuniciranjem. Recimo, tukaj smo z eno osnovno šolo na Bledu v sodelovanju z otroci oblikovali, pač izbrali poti oziroma jih nekako označili in potem tudi pripravili takle zemljevid, ki je obešen na vhodu v šolo na veliko, da ga pač vsi vidijo, ker seveda problem teh varnih šolskih poti je to, da vsaka šola ima zemljevid varnih šolskih poti, ampak če ga hočete pa najti, ga pa ne boste uspeli najti tako hitro. Tukaj je ena taka pomembna spoznanja, da pri teh ozaveščanju lahko pravzaprav začnemo z majhnimi koraki, da se ves čas moramo nekako prilagajati okoliščinam, da je pomembna ta podpora z različnih ravni, po eni strani z ministrstev, več ministrstev sodeluje lahko pri tem in tudi v teh naših prizadevanjih pravzaprav so vključena. Ministrstvo za zdravje, kot bi rekel, tisto, ki je najbolj pomembno, ampak vendar so tukaj tudi Ministrstvo za infrastrukturo, deloma tudi Ministrstvo za okolje in prostor, pa seveda občine so tiste, ki so tukaj ključne in šole, s katerimi nekako neposredno sodelujemo, da je vložek glede na učinke, ki jih imamo, razmeroma majhen lahko in da pravzaprav preko otrok dosežemo tudi starše. S tem bi pravzaprav jaz zaključil tole predavanje. Upam, da nisem bil predolg, oziroma da ste zdržali in bi odprl seveda predavanje oziroma za vprašanje, oziroma predal besedo Maji, da moderira. Ja, super, Marko. Zdaj imamo eno tako, bom rekla, majhno skupino, tako da jaz predlagam, da kar kakšno roko dvignete, če bi radi kaj komentirali, ker pač tema je res, se mi zdi, da je velik izziv, tako kot sem začela, tudi, če spremljamo, kaj se dogaja nekako zdaj v postpandemskem času, v velikih mestih, v številnih mestih je prišlo preko pandemije, do precejšnjih sprememb, so izkoristili to priložnost, ko so se ljudje nazaj malo mogli potegniti pri gibanju in pri potovanjih. Res pa je, da pri nas je po eni strani resnično avto še zelo velik vladar, smo tudi zelo odvisni od njega, po drugi strani pa še nismo očitno tako daleč, da bi prišlo globoko v razmišljanju ljudi do teh sprememb. Zdaj vidim že eno roko, kar bom dala besedo Senki Šifkovič-Vrbica. Izvoli, Senka. Ja, glede na to, da smo majhna skupina, bom tole temo odprla oziroma tole vprašanje. Najbrž je lepo vreme tisto, ker je vse začetne zagnance odvrnilo od prisotnosti. Namreč tole raven, mislim, da je bilo prejšnji teden predstavitev strokovnih podlag za dolgoročno podnebno strategijo in sem poslušala tudi te strokovne podlage za glede zmanjševanja emisij iz prometa. In eden izmed ključnih ukrepov je seveda tudi skrajševanje poti
ni mišljeno samo naših osebnih poti tukaj levo, desno, ampak nasploh na ravni države zmanjševanje teh kilometrov, preko katerih se premikamo. In tukaj je eden ključnih ukrepov, ki je sicer pač zelo v redu, prostorsko načrtovanje v smislu sosesk, malih mest, vse na dosegu roke, 15 minut, tudi seveda delo na domu, ampak glede tega načrtovanja zdaj pri podnebnih ukrepih smo vendar v nekem krču ciljev 2030-2050. Ne vem, kaj Marko, kako ti gledaš na ta ukrep prostorskega načrtovanja, ki bo to zadevo reševal? Ja, mislim, da te prav razumem. Pač prostorsko načrtovanje ima učinke na zelo dolgi rok. Mi pa nimamo tega časa. Ne vem, a si to mislila, ampak pač prostorsko načrtovanje funkcionira v resnici v prostoru skozi gradbena dovoljenja, kar pomeni, da od sprejema nekega, že tako in tako imam ta proces priprave prostorskih načrtov, ki je dolg, z razlogi dolg, ker sem pač moral veliko interesov tukaj uskladiti. In potem po sprejemu se šele začne učinkovati na gradbena dovoljenja. Preden se gradbena dovoljenja pravzaprav odvijajo, oziroma se poznajo neki učinki, seveda tudi mine čas, da se spremenijo navade ali pa kakorkoli. In mislim, da tukaj pravzaprav polagati upe samo v prostorsko načrtovanje kot ključen ukrep za recimo tako imenovano 15-minutno mesto je premalo. Ne, da ni potrebno. Jaz bi tukaj predvsem opozoril, da so seveda tisti ključen vidik, kot sem že v predavanju omenil, ki ga največkrat prostorski načrti, nad katerim res imajo neposreden učinek, je zahteva po parkirnih normativih, se pravi minimalno število parkirnih mest. Tukaj pravzaprav je učinek prostorskih načrtov najbolj neposreden na potovalne navade. Pa vendar, to traja leta, preden pravzaprav lahko se tukaj kaj spremeni. Tako da jaz bi tukaj pač sam to hotel reči, da ne smemo pač pozabiti na vse druge ukrepe, ki so povezani z urejanjem prostora, ki pa ni samo prostorsko načrtovanje, ki se pa tiče pač tudi rabe prostora, režimov v prostoru, torej, kako pravzaprav uporabljamo prostor, ki ga danes imamo, in tudi pač prenove oziroma kako prenavljamo ta prostor, ki ga imamo, ki samo deloma je povezan s prostorskim načrtovanjem, zelo pogosto pa ni, je pa v bistvu poteka po nekih do neke mere ločenih procesih, v nekem mere ločenih procesih. Maja, vidim, da bi rada komentirala. Bom komentirala samo toliko, da tudi jaz se strinjam s tem pogledom, da je zanašanje na prostorsko načrtovanje nekako to prelaganje, po eni strani neko prelaganje, ideja, da se lahko tam reši, lahko preveč preloži, ukrepanje. Hkrati pa se mi zdi pomembno vedeti, da prostorski načrti določajo možnosti za graditev danes in da mi moramo biti v stanju oceniti, kam to gre in ukrepati. Naš najbolj tak, bom rekla, nepresenetljiva informacija je pač ta, da se nekako porajajo neke ambicije graditi velike vrtce. Tudi občina Ljubljana v novem predlogu prostorskega načrta umika vrtec izpod gradu nekam drugam. Velika tendenca občin je, da ko kakšen star vrtec umaknejo z enega okolja, potem nekje drugje za to zgradijo večji vrtec. Velik vrtec seveda pomeni, da je treba tja otroke od vse povsod pripeljati, in to posredno pomeni neko potovanje z avtomobili, to onemogoča na primer peš hojo v vrtec in to je seveda slabost, podobno kot velika šola. Mi moramo, kar sem hotela dodati, je to pri vseh dejavnostih razmišljati, kako se potuje, kdo potuje in kako vplivamo na potovanja. Ni samo ta dokument tak stela, ampak so tudi številni detajli,
na katere bi morali biti tudi pozorni in tudi valorizirati v bistvu, kaj imamo v načrtih. To se mi zdi zelo pomembno, ne. Če danes prostorski načrt ene občine omogoča izgradnjo vrtca za 400 otrok, bi nas to morali skrbeti, ne, in bi morali biti v stanju na to reagirati, ker to seveda ni dober znak. Vi lahko zaprete jedro tazga mesta, a ne, za promet, hkrati ste pa na njegovem robu ali pa tako, ne, sprožili pravzaprav en vir prometa, ki ga ne boste mogli še dolgo časa umiriti, ne. Ja. Mislim, jaz bi mogoče bil tukaj še bolj odločen in bi celo rekel, da mogoče prostorsko načrtovanje je ravno toliko problem, kot je rešitev, no. In da če že je rešitve dosti lažje iskati v režimih in v nekih ukrepih, ki pravzaprav znajo v okviru tega, kar danes imamo, stvari organizirati drugačno. Prostorsko pač smo v nekem stanju, kakršnem vse, kar je naprednih, kakršnem smo, vse, kar je naprednih praks pravzaprav iz sveta, ki jih poznamo, niso povezani z novogradnjami, ampak so povezani z reorganizacijo prostora, kakršnega imamo danes. Zdaj imamo pa še enega gosta, Martin Kovač, bi rad nekaj postavil eno vprašanje, ker zvočnik pa ste moral prižgati. Mikrofon. Ja, mikrofon, pardon. Še vedno vas ne slišimo. Ne slišimo vas. Ok, se upravičujem, sem imel 2 mjuta, pač pritisnjena. V redu je. Najlepša hvala za tole lepo predstavitev, zelo informativno. Jaz sem v bistvu nekaj vprašanj, ampak bi tako, da vas ne bom zgubil, bi začel v bistvu z enim zelo enostavnim pa birokratskim. Omenili ste zakon o prometnem načrtovanju. Ta zakon trenutno je že 2 meseca na vladi in zdaj zanima me v bistvu, kakšno je vaše mnenje v tem zakonu, če ste ga mogoče že prebrali, ker sem to zdaj prvič slišal, sem ga sam zdaj resno hiter preletel, si še nisem nekega mnenja ustvaril. In a se vam zdi, da ta zakon dejansko lahko usmeri recimo prometno načrtovanje na občinski, pa tudi mogoče na regionalni ravni, zaradi tega, ker pač vsaj znotraj ljubljanske regije mora to potekati na regionalnem nivoju, če hočemo karkoli spremeniti. A mislite, da bo ta zakon recimo prispeval k nekemu premiku iz tega trenutno avtomobilocentričnega k bolj trajnostnim vidikom načrtovanja prostora, od stanovanj do potem tudi samega urbanega prostora in tako dalje? Začetek. Ja, hvala za vprašanje. Mislim, da ja. Jaz tako, pač bi rekel, v zadnjem času ni bilo veliko zakonov, na katere bi se lahko toliko pozitivno odzvali, kot smo se lahko na tega. Ta zakon smo seveda v javni razpravi ga nekako zaznali, že predtem pravzaprav smo bili, bi rekel, povabljeni strani pripravljalca na 1 ali 2 razprave z deležniki. In čeprav seveda ni optimalen, ker se v nekem okviru odvija, v kakršnem se, naprimer ne vključuje javnega potniškega prometa v celostno prometno načrtovanje, oziroma ga pač ne vpenja v ta okvir celostnega prometnega načrtovanja, pa vendar zlasti za aktivno mobilnost, se pravi za kolesarjenje, pešačenje in spodbujanje tega na lokalni ravni in regionalni, ker ne nazadnje predvideva regionalne prometne strategije oziroma celostne prometne strategije na regionalni ravni. V tem smislu se mi zdi, oziroma se nam je zdel vsem en pomemben premik. Stvar, pravzaprav, ki se je predtem nekako uveljavila skozi neke spodbude, skozi evropske projekte, skozi evropske programe, umešča v sistemski okvir in je na ta način zagotovo koristen. Če pa smem biti mogoče še malo bolj plastičen, najpomembnejši del se mi pa vendar zdi, da predvideva sistemski vir financiranja ukrepov trajnostne mobilnosti oziroma celostnega prometnega načrtovanja. Tega pač vira do zdaj ni bilo in v tem smislu je to lahko pač pomemben premik. A smem samo eno podvprašanje glede tega sistemskega vira? Zdaj, če sem jaz res zelo na hitro preletel zdaj med vašo predstavitvijo, ker sem si tu druge stvari zapisoval, valjda, če sem prav zaznal, je to proračunski vir, se pravi, oni noter so napisali, da načeloma lahko pač gre to iz lokalne, pač torej samoupravnega proračuna, pa potem tudi pač, da bo ministrstvo za infrastrukturo imelo neko pač postavko za tak
tip projektov. Zdaj, načeloma to pomeni, da je to tudi vendarle odvisno, no, od politične volje, pač ministra ali pa tudi politične agende, recimo nekoga, ki obvladuje Ministrstvo za infrastrukturo, a se bo pač take projekte financirali ali ne. Recimo, ne vem, to se vam zdi, ne vem, ustrezen sistemski vir v tem pogledu, a ne? Ja, mislim, kako pa drugačne? Ja, jaz mislim, da ne vem, če je čisto točno definirano, kako bo to, pač kakšen bo ta vir, ampak ja, seveda gre za neka javna sredstva in do neke mere gotovo je vedno nekako odvisno javno financiranje od politične volje, pa vendar, če je v zakonu dorečena nek način pa namen financiranja, mogoče celo nek obseg, potem kaj dosti več je težko predvideti. Seveda, kakor se spomnim, je bilo tudi zdaj, ne vem, če je to pač zdržalo v medresorski obravnavi, vendar vem, da je bil način, ki so ga predvidevali za financiranje, je bilo skozi sredstva podnebnega sklada, kar je, seveda ima svoje slabosti, ampak tudi pravzaprav je pa sistemsko smiselno, ker je to nek vir, ki je namenjen točno temu, da se pravzaprav zmanjšujejo oziroma da se pač ukrepi za blaženje in za prilagajanje na podnebne spremembe skozi to financirajo. Upam, da pač, mislim, tukaj pač nimamo veliko kontrole nad tem, kako pravzaprav se dejansko koristi to, ampak ja, mimo politične volje ne gre, to je jasno. Okay. Vse, če imaš še kdo drug kako vprašanje, ker jaz bi pol še šel na druga. Ja. Aha, lahko, kar? Ne vem, jaz ne vidim nobene roke. Jaz ne vidim nobene roke. Tako da kar izvolite. Ja. Ok, prav pa vas bom še malo kopiral. Zdaj, krasno ste pač v bistvu urisali ta projekt, recimo revitalizacije ulic oziroma prenove ulica, ne? Pa me v bistvu za začetek sam zanima, kdo recimo iniciira, kdo se obrne na vas s takim projektom? Ste vi tisti, ki recimo identificirate neke priložnosti v neki lokalni skupnosti ali recimo imamo neke, dajmo reči, progresivna vodstva občin, recimo, ki se potem obrnejo na vas? A so to lokalni prebivalci, recimo, ki so tudi recimo bolj prosvetljeni, dajmo temu tako reči, malo grdo, a ne? Kdo je tisti, ki pravzaprav tak projekt sestavil in ga potem v bistvu tudi pač inicira, no? Ja. Vse poti so možne, oziroma obe, ki ste jih tukaj omenili, ena je od spodaj navzgor, ena je, bi rekel, od zgoraj navzdol, ne. Torej, pogosto so pravzaprav pobudniki občine, same občine za take preurejanje ulic, z različnimi razlogi se pač tega lotevajo. Ljubljana vemo, da je kar precej pravzaprav ulic, zlasti v mestnem središču, nekako na pobudo same občine izvedla, na primer Slovenska cesta ali pa tudi zapiranje marsikakšnih ulic v starem mestnem jedru za promet in tako naprej. Bilo vse pravzaprav za vse to je bila podana pobuda strani občine same. Primer tele Vodnikovi se mi je pa zdaj zanimiv za izpostaviti zaradi tega, ker tukaj pa pravzaprav smo mi bili nekako sodelovali pri neki pobudi od spodaj navzgor, ki je pa prišla strani res tako, bi rekel, sosedskega povezovanja, in smo poskušali podpirati pač strokovnimi argumenti in znanji neko to pobudo od spodaj in jim tudi pomagati pravzaprav pri povezavi z mestno občino Ljubljana v tem primeru. In celo pač meni se zdi zanimiv primer zaradi tega, ker tudi v Ljubljani, kjer je, bi rekel, ta pobuda od zgoraj navzdol, se pravi z vrha občine, zelo močna, je možno prodreti očitno za neko pobudo od spodaj navzgor, če se lepo nekako ujame v neko, bi rekel, shemo tega, kar ima mesto tudi sicer v načrtu.
Imam tukaj spet še pri teh kuncah še eno podvprašanje, in sicer, a ste recimo, ko ste te načrte prvič predstavili občini, pa potem verjetno tudi, ne vem, izvajalcem recimo gradbenih del, sploh pri kakih prenovah, pa to, a ste naleteli recimo nekako nasprotovanje stroke, recimo prometnih inženirjev, ki pač, ne vem, imajo neke predstave o tem, koliko mora biti cesta široka z recimo avto in tako dalje. Skratka, a so bili tukaj kakšni clashi recimo z mainstreamom, recimo prometno-načrtovalske stroke? Mogoče nismo najboljši primer v tem smislu, ker se nismo, bi rekel, upletali že v neke projekte, ki so že obstajali, ampak smo pravzaprav s prometnimi načrtovalci sodelovali od samega začetka, ko so pravzaprav že, ko smo predloge šele oblikovali. In mogoče imamo srečo, ampak res sodelujemo z dobrimi prometnimi načrtovalci, tako da tako tisti, ki so nam pomagali, bi rekel, čisto prostovoljno, kot tudi tisti, s katerimi nas je na koncu mesto povezalo, ko so nas nekako, ko so tudi oni pristopili k načrtovanju, so, bi rekel, bili zelo uglašeni. No? In čeprav so seveda mogoče naši standardi drugačni kot danski, vendar v okviru našem družbenem okolju napredni. No? Tako da nismo imeli takih težav. Vem pa, da se seveda pogosto srečujejo neke, bi rekel, pobude z težavami, da so prometni načrtovalci mogoče tudi izbrani na način, ki, ali pa, da nimajo zelo jasnega okvira, da mora projekt zadoščati principom trajnostne mobilnosti. Da ta projektna naloga, ki jo dobijo prometni načrtovalci, nima jasnih zavez glede tega. Tako da potem pač na trgu storitev naredijo tisto, kar lahko v svojem okviru naredijo. Ne vem, če sem bil dovolj jasen, ampak... Ja, ste bili, hvala. Kaj pa nasprotovanje recimo ljudi, zdaj pač tukaj smo doslej omenjali, ljudje imajo radi, da se prostor odpre, saj večinoma, jaz tudi zaznam, da se to v bistvu običajno na vsaj srednji rok recimo se ljudstvo potem obrne v prid teh ukrepov, ampak recimo vsaj na začetku so pa ponavadi pain pointi zelo veliki. Me zanima tako, a je bilo tudi kako nasprotovanje teh lokalnih skupnosti, recimo zlasti strani tistih, ki so bili navajeni ali pa častijo recimo avtomobil kot neko civilizacijsko pridobitev, kaj ne smemo dati stran. Skratka, kakšne so vaše izkušnje bile tukaj? Ja, to je običajno, seveda. Pač pri avto in je, bi rekel, avtomobilski promet je res v takšni meri prepleten ali pa vpleten v naše vsakdanje življenje, da pač neka sprememba, ki jo prinese drugačna ureditev, seveda povzroča nek stres. In to je pravzaprav za pričakovati in po mojem bi se večina nas podobno odzvala, če pač nekdo pride z neko drugačno zahtevo, naprimer, da morate pa zdaj začeti, ne vem, se drugače oblačiti ali pa, ne vem, drugačno hrano jesti ali pa pač z nekimi predlogi, kako bi vi lahko bili bolj koristni za družbo, pa imate pač se to nekako zelo vpliva na vaše navade. Nekako se praviloma je treba se od začetka zelo veliko pogovarjati. Mi smo, tle, ko smo na Vodnikovi delali, smo se tega zavedali, da pač imamo lahko med samimi sosedi veliko težav, zato smo pravzaprav kar 2 leti poskušali na take mehke načine z uličnimi festivali, pa smo te sprehode Jane's Walk organizirali, pa vsakič smo se pogovarjali pač s temi, ki so, bi rekel, bili potencialni. Mislim, vseh nasprotnikov nisi dobil, ker seveda niso prišli, ampak vsaj imel si vtis, kaj so lahko neki zadržki glede teh ureditev in jaz mislim, da je pomagalo. Tako da je bilo tega nasprotovanja, ko se je izvedba začela, ki moram reči, pri kateri mi nismo imeli nič, to je bila čisto pač izvedba v režiji Mestne občine Ljubljana in tudi pod njihovim nadzorom. In smo bili tudi mi malo kritični do načina izvedbe, ker je bila recimo zelo slabo skomunicirano in označitev je bila zelo slaba in tako naprej. Ampak zdaj, ko je pa to že 2 leti tam, pa ne vem za nobenega, ki bi se grozno pritoževal. Tako je, da pač na koncu je
praviloma so nekako ljudje največkrat zadovoljni. No. V teh začetnih fazah je pa nasprotovanje dosti običajno. No. Običajno, no. In nekako zato sem tam napisal, veliko je treba komunicirati, no, v teh. In tukaj smo praviloma te organizacije civilne družbe v boljši poziciji kot občine, ker nam vendar ljudje lažje zaupajo kot pa naprimer občinam. No. Tako da tukaj je ta naša vloga kar pomembna. No. Ok, hvala še za to izčrpno pojasnilo. Pa res je fajn, ko imate to izkušnjo v bistvu iz prakse. Mogoče tukaj tudi pri nas, to se mi zdi ena taka pomembna dejstvo, da se tega zelo dobro zavedamo, da se je treba veliko s tem ukvarjati, to, kar ste tudi pač vi omenili, da skratka pričakuješ ta naprimer en odpor ali pa neka nasprotovanja in se temu res veliko posvečamo, več kot je to običajno, ne pri teh bolj utirjenih poteh, tako kot pač lokalne skupnosti delujejo. In to je ena taka prednost, da ti že od vsega začetka rečeš, ja, sigurno, enim ljudem to ne bo všeč in sigurno tudi prometni strokovnjaki, tako kot ste fino rekel, eni so bolj konzervativni, eni so bolj odprti, jih je tudi treba pač vzeti v ozir in mi se pač s tem res veliko ukvarjamo. Zdaj bi bilo mogoče še zanimivo, da nam vi poveste, čem se vi ukvarjate, ker ste tako aktivirali, je prav zanimivo vas poslušati. Sam pač naletel sem na tale seminar, pa se mi je zdelo zanimivo pač tako klikant pa pač poslušati, pa drugače sem pa politolog, no, načeloma. Nisem v urbanistični stroki, ampak sem pa živel nekaj časa tudi v tujini, v recimo Amsterdamu, kjer sem imel te koncepte bistveno bolj recimo razdelane in urejene, tudi recimo bral sem njihovo sicer omejenim znanjem angleščine, oziroma angleščine, nizozemščine, njihovo prometno strategijo recimo, Autoluk, ki imajo v bistvu to razdeljeno, pa tudi v bistvu čist tazga Firbca sem šel malo raziskovati zgodovino nasploh, kako so oni tam začeli s temi urbanimi spremembami. Moram reči, da je tako zelo fascinantno v bistvu polje, ko enkrat vidiš, koliko so oni imeli težav z avtomobili in kako so dosegali to, kjer so danes. Da to ni bilo vedno od vekoma, kolesarska meka, ampak da si imel na neki točki, v Amsterdamu v mestnem svetu glasovanje, a bo avtocesta šla čez center mesta, ki je pač pesalo, oziroma pač ni pesalo z enim glasom. Z enim glasom ni to ratu nek ameriški downtown, recimo. Tako da pač iz tega vidika me malo to, recimo, da interesira. In pač tudi tako malo gledam. Mislim, je pa to zanimivo, kar so zdaj te politične okoliščine, kljub samo nam, naprimer, le naklonjene, mislim, te širše, globalno gledano, podnebne spremembe in vse ta govor, plus te primeri, ki so šli skozi te, ki ste rekel, najbolj krvoločne razmere avtomobilskega razvoja in so bili uspešni v premikih ali pa spremembah, so seveda, to nam gre vse na roko, hkrati se pa še vedno ugotavljamo. Mi smo trenutno zdaj aktivni, naprimer, na obali, kjer je res, pač čekaj vtis je to, da je avto vse prisoten. Ni praktično kotička, kjer ne bi bil parkiran avto, prva stvar, ki se jo zaveš. Ko pogledaš stran od morja, ko si enkrat na teh drugih vlogah, si kar naenkrat čist presenečen, kako je to še zelo avtomobilistično okolje. Ja, se Koper, Izola, to... Ja, se pravimo, obala je čisto... To je noro, ja. V bistvu sem imel pa res, zdaj bom pa res že zaključil, ker vidim, da čist preveč okupiram klele časa, ampak imel sem še eno vprašanjice in sicer, čakajte, da sem si že to popisal, kle list papirja, da sploh ne vem več, kje sem to imel. Ta celostna prometna strategija, hudiče, zdaj sem se pa zgubil v vseh... Ja, točno. Prej smo omenjali, oziroma ste omenjali ceno, ki jo slovensko gospodinjstvo plača za mobilnost. Tam tistih 13%, ta podatek sem tudi jaz zaznal in to je mene tudi v bistvu kar šokiralo, da slovenska gospodinjstva so toliko obremenjena s temi stroški. Zdaj pa v bistvu tako en tak tihi strošek, ki se meni zdi, da zna biti tudi en tak zanimiv faktor, sploh zdaj, ko imamo recimo pomanjkanje stanovanj oziroma izjemno draga stanovanja, tudi novogradnje, ki pač so relativno zelo drage. A
A je recimo ta zahteva po tem, koliko mora recimo biti narejenih parkirišč na posamezno stanovanjsko enoto? Jaz gledam zdaj, mogoče ta zakonodaja ne velja več, ampak gledam tukaj neko prilogo 4 v uradnem listu, si predstavljam, da nekom pravilniku, iz leta 2018 je zadeva, da recimo za, ne vem, stanovanje do 35 kvadratnih metrov potrebujemo vsaj eno parkirno mesto. In to se mi zdi kar velik normativ, pa tudi zdi se mi, da bi to lahko tako stanovanje, če bi pač si predstavljal nek blok pač narejen izključno s 35 kvadratnih metrov stanovanj, vsem zasede to veliko v bistvu površine, že samo zato, da pač izpolnimo te normative parkiranja. Ste vi delali kako mogoče analizo, koliko je recimo povprečna gradnja, kakšen strošek predstavlja to, da umestimo v to gradnjo, oziroma da lahko ta nova gradnja dobi recimo neko gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, kakšen strošek predstavlja recimo umestitev parkirnih površin in mirujočega prometa v tak objekt? So take analize, ki je narejene recimo za Ljubljano, za Maribor, za Koper? Zanimivo, ampak mislim, da ne. Kolikor jaz vem, ne. Zelo zanimiva tema. Mislim, pač stroški zahtev po parkiranju so znani in so visoki in zdaj, kakor sem jaz v tujini gledal, tudi ni zelo veliko takih študij. Jaz sem enkrat prav malo brskal po tem in ni tako lahko priti do teh podatkov, kakšen delež investicije recimo predstavlja parkirno mesto. Pač ocene so se sedaj tako čez palec dobiti, ker pač imaš... Verjetno bi naprimer na javnem stanovanjskem skladu MOL si mislim, da naprimer, kjer imajo dosti veliko roko čez veliko investicij, znali to povedati. Zagotovo imajo. Oni bi to mogli imeti. Oni bi imeli in tudi, tam znajo povedati. Edini naslov, ki si ga znam tako spomniti, ki je kooperativen in tudi v bistvu, kar se tega tiče, nekritično deli informacije, bi bil oni lahko. Sem pa hotel komentirati, da ta strošek, ki je za parkiranje oziroma za parkirno mesto, ki je sicer večinoma na ravni občin, to so občinski predpisi največkrat in malo tega je na državni ravni, kot rečeno v stanovanjskem pravilniku je ta eno parkirno mesto na stanovanje, pa še to pač kot nek minimum. Ta strošek ni v stroških transporta, ta strošek je v stroških stanovanja. Medtem ko v teh stroških transporta, v teh 17%, kot rečeno, je največji del je v resnici gorivo in pač vzdrževanje vozil. To je res, potem smo daleč spredaj v Evropi. Če že vzamemo, ne vem, mislim, da je Luksemburg tam 16 pa neki v celoti vzeto, ampak pri njih je razmerje med stroški za gorivo pa novimi avtomobili obratno približno. Pri njih gre bistveno več, oni so tako malo nori na te avte in blazno drage avte imajo, pa še obdavčeni so zelo, tako da pač recimo Luksemburg je drug ekstrem v smislu, kakšen delež predstavlja koliko predstavlja nakup vozil. Pri nas pa ne, pri nas je pa pač to res nek strošek, ki se mu je razmeroma težko izogniti. In glede na to, da imamo pač nizke dohodke, še vedno razmeroma nizke dohodke, je to še toliko večji delež. Je pa tako, da verjetno zunaj, ne vem, poznam te ljudi, ki jih malo tako poznaš, veš, da je parkiranje že strošek, čeprav v večjih mestih je parkiranje strošek, pri nas je pa še zmeraj relativno skrita, ker je veliko možnosti avto nekam dati. Tako v Ljubljani zdaj poznam prve ljudi, ki so se zaradi stroška parkiranja naprimer odločili odreči avtomobilu, so kar naenkrat ugotovili, da če to sestavlja, to sliko je pa res visoka. Ampak ni pa to še zelo prisotno pri nas, ker tudi ta prvi val ukrepov, ko se reče to parkirati, nje mora stati, ravno danes piše menda za Kranj, nekdo komentira, parkirišče mora stati, zato da pride do tega sporočila, da ni to kar tako, zasedati prostor s parkiranim vozilom, tega je še zelo malo pri nas, tukaj smo še tudi zelo na začetku. Ok, hvala za vprašanje. Evo, a ima še zanimivo. Zanimiv razvoj, nadaljevanje predavanja v bistvu na nek način v dialogu, fajn. Hvala. Zdaj, če ima še kdo drug, kaj? Ekipa? Blaž, super, Blaž, daj vprosti, nisem videla rokce. Zdaj je dal roko, evo. Ja, daj. Hvala. Evo, a si mi kaj sliš? Vse sliš. Jaz bi pa sam vprašal glede trajnostne mobilnosti celo električni aparati, ki se zdaj vozijo naokoli. A se to jemlje kot kaj spornega, se še vedno nekritično spodbuja?
akumulatorje pa tako naprej. A je Govoriš, to trajno mobilno ali ni? Pač po Ja. nekih kriterijih je vzame malo prostora pa to, ampak po drugi strani je pa to vseeno, vemo, govoriš poraba o... energije in poraba dragih materialov oziroma, ja. vemo, O e-skirojih ali kaj prinaša e-skiroji pa e-kolesa. e-kolesa? Mislim, ker še vedno seveda so tudi daleč največ govore o električnih avtih, ne. Tako da v tem kontekstu, ne, če se med električnimi vozili pogovarjamo, ne, je tako je, vse oblike električne mobilnosti so koristne samo v odnosu do, če nadomeščajo pač neka vozila na fosilna goriva pač, no. Samo v tem kontekstu so koristna in v tem kontekstu so koristna. Ni pač električni avto, ki je nadomestil en avto na pač nafto ali pa na bencin, ne, je prinesel manj izpustov CO2 v odnosu do, seveda, potem postane pomembno, na kakšen način je elektrika pridobljena, ne. In zdaj pri nas vendar nek delež obnovljivih virov imamo, ne. Tako da tukaj pač ni zdaj 100% elektrike iz fosilnih goriv, ne. In v tem smislu pač nekaj, tudi glede na akumulatorje, glede na proizvodnjo, kolikor sem jaz pač porabil energije za proizvodnjo enega vozila, kolikor sem uspel nekako razbrati iz literature, čeprav ni zelo odločen, ne, tukaj literatura ni zelo enoznačna, še vedno nek profit je v smislu energije in podnebnih sprememb, celo pri električnih avtomobilih. Več bi ga moralo biti pri električnih kolesih in električnih skirojih, vendar pa ne eni, ne drugi praviloma ne nadomeščajo pač avtomobilov na fosilna goriva, ampak praviloma električna kolesa redko koga iz avta potegnejo na kolo, ne. Če se to zgodi, je to koristno, če se pa ne zgodi, če ga pa potegnejo z navadnega kolesa, ne, ali pa iz javnega prometa, kar je še najbolj pogosto, je pa ta učinek vprašljiv, no. Drugače sama vozila, ne, nimajo toliko negativnih učinkov, ne. Seveda še vedno imamo proizvodnjo, ne, energijo pa material, ki se porabi za proizvodnjo, pa ki se porabi za energijo, ampak je bistveno manjši seveda kot pri avtomobilih, no. Primerljiv verjetno z javnim prometom, čeprav teh številk zdajle nimam v zadnjih, tudi spreminja se zelo hitro, no, ker se pravzaprav... Dobro, če na pamet govorimo malo, vsi vemo, da gre za proizvodna akumulatorja in to poglablja potrebo po redkih kovinah in tram, ne. Elektrika se bo trošila. Ne vem, je smiselno, da bi nevladne organizacije razmislile, da bi se zavzemali za subvencije navadnih koles, ne pa električnih. Ja, absolutno. Absolutno je to smiselno. Absolutno je to... Da se lotimo take akcije. Sej je že večkrat... Itak imajo, ki imajo največ denarja, imajo te od teh subvencij, ne. Ja. Mi smo to že večkrat v okviru koalicije za trajnostno prometno politiko smo že velikokrat predlagali, da se subvencionirajo navadna kolesa, pa recimo tovorna kolesa, ali pa navadna, pač tako kot so zdaj v lanskem letu po epidemiji, so mnoge države uvedle subvencije za navadna kolesa, ne. Ravno zato, da bi spodbudile trajnostno mobilnost po okrevanju, ko javni promet ni mogel ali pa ni smel prevzeti dovolj velikega pač števila potnikov, ne. In Italija, recimo, mislim, da je bilo, ali je bilo par 100 evrov je bilo, no, za subvencije za navadno kolo, ne. Kako pa Evropska unija? Evropska unija subvencionira električno vozilo še vedno pa kolesa? Mislim, različni programi so tukaj noter, samo po direktnega subvencije ni, pač imaš pa... Naš ekosklad subvencionira to, ali kaj? Naš ekosklad ima neke subvencije seveda za električna vozila, tudi bile so subvencije za električna kolesa, pa zdajle nisem prepričan, če to še, ker so lani potem so te programi bili prekinjeni in zdajle pravzaprav ne vem,
mislim, da še niso bili novi razpisi objavljeni, ampak upam, da bodo. No. Ampak ja, pač to ni evropska politika, mislim, direktno. No. To so državne subvencije, ne, ki pa res, da pridejo iz nekih zahtev po spremembah z evropske ravni. V glavnem mi smo proti. Mislim, ne direktno. Jaz bi tukaj, slika je malo bolj komplicirana, no. Vsekakor pa je treba izpostaviti, da daleč najbolj koristna je neposredno aktivna mobilnost, se pravi kolo, navadno kolo. Treba postaviti, da zajezimo Savo ali pa sami poganjamo koleso. Tako približno, no. Tako približno, ja, to pa imaš prav. Thanks, hvala. Ja. Super. Še kakšna roka? Sem koga spregledala? Mogoče smo pa izčrpali program in našega sogovornika tudi. Marko, super, mislim, da je bilo zelo zanimivo, no? Smo se fajn pogovarjali in hvala vsem, ker ste prišli, dobite potrdila, ne, tisti, ki jih potrebujete in spremljate naše objave, naslednjič se bomo po poletju spet sestali na seminarju trajnostno urejanje prostora. Lep pozdrav in lep dan še naprej vsem. Ja, hvala vsem, ki ste z nami danes.